Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni v dvorani Slovenske Matice, dvorani, ki se ozira po častitljivi zgodovini slovenstva in prav to bomo počeli tudi danes. S predstavitvijo zbornika Monografija Štefana Kuzmiča ob 300-letnici rojstva. Lepo pozdravljam akademika, profesorja dr. Marka Jesenška, urednika knjige in predvsem tudi pobudnika za simpozij ob 300-letnici rojstva Štefana Kuzmiča, ki je potekal 11. in 12. oktobra 2023. Potekal je 2 dni in hkrati tudi, tako rekoč, v dveh mestih. Prvi dan v Ljubljani na 2 lokacijah, v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in tukaj v Slovenski Matici. In naslednji dan tudi v Murski Soboti, torej v prostoru, v katerem je Štefan Kuzmič tudi deloval. Takrat je na simpoziju prvi dan sodelovalo 18 predavateljev, nekaj med njimi pa je sodelovalo tudi naslednji dan 7 vseh skupaj, ki so svoje prispevke oziroma referante predstavili v Murski Soboti. Leta 2024 pa je v sozaložništvu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovenske Matice izšel tudi ta zbornik, o katerem bomo govorili danes, v ugledni zbirki Slovenske akademije znanosti in umetnosti Dissertationes in sicer kot njen 32. zvezek. V zborniku je pripravljenih oziroma objavljenih 14 prispevkov izmed teh avtorjev, ki so sodelovali na simpoziju, torej nekaj manj od tistih referentov sodelujočih, pa vendarle so ti prispevki tisti, ki zaobjemajo vsa temeljna vprašanja in tudi ugotovitve, ki jih je simpozij prinesel. V zbornik, nekako uvodni prispevek v zbornik, je pripravil akademik Marko Snoj, ki govori o priimku Kuzmič. In seveda, to je tako imenitna iztočnica, da povprašamo akademika, profesorja dr. Marka Jesenška, kaj je zdaj prav? Dosledno vztrajate Štefan, ne Štefan Kuzmič. In seveda, zakaj Kuzmič? Nekaj o tem govori akademik Snoj. Predvsem pa je moje temeljno vprašanje ob tem začetku, kaj pravzaprav je prinesel simpozij oziroma ta zbornik novega o življenju tega pomembnega slovenskega pastorja, pisatelja, prevajalca in seveda tudi pisca, literata. Hvala, lep pozdrav vsem zbranim. Lepo se je vrniti v to dvorano. Prvi dan smo tukaj zaključili popoldanski del našega srečanja. 6 nas je nastopalo tukaj, dolga miza je bila, danes pa sama. In potem smo naslednji dan nadaljevali še v Soboti, kjer je pravzaprav Kuzmič bil najbolj dobro sprejet. Oba dneva simpozija smo imeli veliko poslušalcev, vendar pa je Sobota tukaj prednjačila, predvsem pa potem tudi naslednje leto na predstavitvi. Dvorana Evangeličanskega centra v Soboti je bila, Mariborčani rečemo, krcato polna. In tudi ljudje nas niso spustili, pa tudi po končani predstavitvi so se vprašanja vrstila, tako da je ura, ki je bila namenjena predstavitvi, se je zavlekla na 2 uri in pol. Danes bova midva bolj pridna in točna, ne se bati, bo tako, kot je napovedano, približno 1 uro. No? Ja, kako je bilo s tem Kuzmičem? Zdi se mi, da je to pravzaprav eno nadaljevanje zgodbe, ki se je začela pred 50 leti. Ob 250-letnici Kuzmiča so v Soboti pripravili posvetovanje
in potem tudi objavili referate, žal prav tako kot v našem zborniku, ne vseh. Ljudje smo takšni, da se nam včasih ne ljubi pravočasno oddati. No? In tako kot tukaj ni vseh 19 nastopajočih objavljenih, tudi v tistem zborniku ne, ampak zakaj z njim začenjam? To je danes znameniti zbornik. Imenuje se ob 250-letnici smrti Števana Kuzmiča, zbornik ob 250-letnici, in v tistem zborniku je profesorica Martina Orožen, ki na simpoziju sicer ni nastopala, je pa potem v razpravi sodelovala, objavlja pravzaprav nekaj, kar je bilo v tistih časih, v 70-ih letih, tako rekoč nerazumljivo in v zgodovini slovenskega jezika nesprejemljivo. Ob referatu, ki ga je imel škof Smej, je prvič javno predstavila svojo teorijo o dvojničnem razvoju slovenskega knjižnega jezika in poudarila, da je slovenski jezik, tak kot ga danes poznamo, naslednik kranščine na eni strani, to je tradicije, ki je v knjižnem jeziku znana od prve tiskane knjige na Kranjskem 1550. leta, pa seveda do sredine 19. stoletja, ko se je jezik poenotil, to je ta alpski prostor, kot ga je ona imenovala, na drugi strani je pa takrat prvič javno predstavila tudi prekmurski knjižni jezik, ki ga je imenovala vzhodnoslovenska različica slovenskega knjižnega jezika. Takrat se je zdelo, da je to znanstvena fantastika. Vendar je profesorica Orožnova, ki je odlična poznavalka naše literature, ne bom rekel samo protestantska, ampak vsega, kar je od Brižinskih spomenikov do 19. stoletja nastajalo, je to svojo tezo podkrepila zelo natančnimi jezikovnimi analizami in potem se je, poglejte, v 50-ih letih preko njenih učencev, trije smo tudi tukaj prisotni, ta teza seveda zelo lepo potrdila. In tako smo zdaj 50 let kasneje preizkušali, koliko je v slovenskem prostoru zgodba o dvojničnem razvoju sprejeta. Res, da je prišla tudi v učbenike zelo sramežljivo, simpozij pa je pokazal, da to povsem drži. Torej, to, kar je profesorica Orožnova pred 50 leti napovedovala, je danes del razvoja slovenskega jezika in tudi to se je v tej monografiji pokazalo. Predvsem se mi pa zdi, da je pomembno novo spoznanje. Tako kot je bilo novo spoznanje takrat zgodba o dvojničnem razvoju, je to en zelo zanimiv nov podatek, ki ga mi doslej nismo poznali. Kolega Franci Just, Prekmurec tudi, je zelo natančen raziskovalec dokumentov, ni zgodovinar, ampak zelo natančno sledi, išče, odkriva dokumente in v svojem prispevku, poimenoval ga je prvi zapis o Kuzmičevem novem zakonu, prekmurskih Slovencih in njihovem jeziku, je odkril presenetljivo dejstvo. Mi smo bili ves čas prepričani, da prevoda, ki ga je Števan Kuzmič leta 1771 objavil, to je prvi prevod Svetega pisma, v njegovem primeru Novi zakon, to je bilo leta 1771, bili smo prepričani, da tega prevoda nihče na Kranjskem ni poznal, da je bila Mura ostra meja, da mostov takrat ni bilo in da so informacije težko prihajale na desno stran. Enako je tudi veljalo, da nihče pred Kopitarjem leta 1810, ko je prvič to uradno objavil, da poznam Števana Kuzmičevo besedilo, nihče ni o tem pisal. Franci Just pa je, on temu pravi rudarjenje, ker išče po arhivih in to tudi s pomočjo računalnika, je odkril presenetljivo dejstvo, da so Števana Kuzmiča poznali prej v Evropi, kot pa pri nas na Kranjskem. Franci Just pravi, to je bilo presenetljivo, jaz pa pravim, nič novega. Tudi danes je tako, ne?
Nas najprej zunaj najdejo, pohvalijo in nam dajo priznanje, potem se pa tukaj v Ljubljani začne zgodba širiti, ne? Če sem malo zloben. In kaj je odkril? Jaz vsakemu priporočam, da si, če ni volje za cel zbornik, vsaj ta članek prebere. Namreč, poglejte, 1771. leta je Štefan Kuzmič prvič prevedel novi zakon, to je Sveto pismo, iz originalnega jezika v slovenščino. Mi smo imeli do takrat prevode prevodov. Trubar je skoraj v celoti že prevedel Sveto pismo, prevajal je z nemščine in latinščine. Enako Dalmatin leta 1584, prevod iz latinščine oziroma tudi nemške predloge je imel pri sebi. 1784. leta, ko se je Jurij Japelj lotil novega prevoda, dobimo ponovno prevod prevoda. Ali celo, tako profesorica Rožnova pravi, je bolj kot prevajal, je prenavljal Dalmatinov jezik. Torej, kranščina ponovno na osnovi latinščine in nemščine, dana takrat sodobnikom v prenovljeni kranjski različici slovenskega jezika. Štefan Kuzmič je pa nekaj let prej, 1771. prevedel novi zakon neposredno iz stare grščine. To je prvi prevod Svetega pisma v slovenščino iz stare grščine. In če se Slovenci ne znamo pohvaliti s temi svojimi dosežki, začenjamo lahko pri protestantih v 16. stoletju. 9. slovnica našega jezika je natisnjena leta 1584. Bohorič izda Zimske urice in kranščina, to je ena od različic slovenskega jezika, je 9. jezik v Evropi, s tem pa na svetu, ki je dobil svojo slovnico. Biblija je med 15 jeziki v Evropi in na svetu, ki je prevedena v slovenščino. Hieronim Mediser, ki ni Slovenec, je bil nad tema dosežkoma tako navdušen, da je še v istem stoletju, to je v 16. stoletju, slovenščino oziroma kranščino uvrstil v svoj 4-jezični slovar. In to na 3. mesto, ne čisto na konec. Najprej globalna latinščina, na 2. mestu je takrat regionalno najbolj razširjen že nemški jezik, na 3. mestu je še ne 10 let stara slovenščina, kakršna je bila predstavljena v slovnici in prevodu. In na 4. mestu šele italijanščina, ki je bila že do takrat ogromno ali pa zelo veliko literarnih uspešnic, če se z današnjim jezikom izražam. Poglejte, in tega se mi ne zavedamo. Nas je dejansko te naše slavne preteklosti sram. Mi danes poklekamo pred angleščino, prej sva se pogovarjala, kar v šoli bi dali na fakultete, bi naj prišla angleščina in bi naj predavali na slovenski univerzi, slovenskemu študentu v neslovenščini. Škoda, da se tega ne zavedamo. In če se vrnem zdaj k Franciju Justu, odkril je, da so že v 18. stoletju, ko na Kranjskem niso vedeli za ta prevod, če bi ga poznali, bi najbrž do poenotenja jezika prišlo prej kot sredi stoletja, potem 19. Ker bi moral Japelj s svojimi sodelavci bi ta stari, arhaični prekmurski jezik soočil z Dalmatinovim in bi verjetno bil prevod 200 let po Dalmatinu na Kranjskem drugačen. Ampak ta prevod so poznali v Evropi. Franci Just je odkril, da je Karl Gottlob von Anton leta 1797 že pisal o tem prevodu. Označil ga je za slovenskega. V tistem času, ko se na Kranjskem o slovenščini in o pojmu slovenec, kot ga poznamo danes, sploh še ni govorilo. Von Anton je pa, odkot nas je poznal, to je bilo zelo zanimivo. On si je že pred tem, v 80-ih letih, dopisoval z Linhartom. Linhart mu je pošiljal knjige, von Anton njemu, bil je pa lužiški Srb.
to je treba tudi pomemben podatek, izmenjavala sta si knjige, von Anton se je zelo zanimal za vse, kar je bilo slovanskega. In mogoče bomo celo našli podatek, da je pa Linhart vendar že ta prevod poznal. Namreč, kako nimamo dokaz, nimamo še zdaj povezave, kako je von Anton dobil Kizlinčev prevod. Ampak zanimivo je, pogledajte takole, to pa dovolite, da preberem. Franci Just je to pismo, članek, ki ga je v 18. stoletju von Anton objavil, prevedel tudi v slovenščino, pa v stari nemščini je zapisano. Ampak pogledajte, takole pravi o tem jeziku in ga imenuje slovenski. Na Madžarskem prebiva več slovanskih plemen, tu še uporablja izraz slovanski. Zato se pojavlja vprašanje, kateremu jeziku pripada to majhno ljudstvo, ki živi med Muro in Rabo. To je mogoče pokazati že iz njihovega imena in narečja, da se imenujejo Slovenci. Poglejte, mi sploh ne vemo, da imamo že v 18. stoletju od tujca priznano ime, ki ga mi nekako potem sramežljivo začenjamo sprejemati v 19. stoletju, pa za šolsko rabo pravimo, da je Bleiweis bil tisti, ki je nahecal Koseskega, da je ob obisku cesarja v Ljubljani napisal cesarju slavospev in tam objavil ime uradno Slovenci. Mogoče je že nekaj prej obstajalo, pa vendar tukaj, pogledajte, v 90. letih 18. stoletja nas v Evropi že imenujejo Slovenci. Da se imenujejo Slovenci, dokazuje le toliko, da niso Čehi, Poljaki ali Rusi. Toda so Iliri in Slovenci na Kranskem. Niso jim pa podobni. So tudi oboji Slovenci. To je pomembno. Krance imenuje Slovence, ko jih nihče v tistem času še tako ne imenuje. In pravi, Prekmurci in Kranci, oboji so Slovenci. Tujec nam mora to priznati, mi se pa še vedno dajemo, ali smo ali nismo bili takrat že narodno povezani. Zakaj je to in tako zanimiv podatek? Naprej pa dajte sami prebrati, zanimivo, res zelo zanimivo. Tudi razlaga, zakaj se mešajo izraz, ko so nas imenovali od Bohoriča naprej vandali, pa vse mogoče različice iz nemščine in latinščine, zakaj nismo vandali, ampak Slovenci. No in kar je najbolj zanimivo pri tem članku še, von Antona, razen Linharta, na Slovenskem takrat nihče ni poznal. Naslednji, ki je to zgodbo o Slovencih med Muro in Rabo dejansko že razumel, je bil znameniti slovničar in leksikograf Adelin. Tudi on je na začetku 19. stoletja v svojem pregledu, knjiga je obsežnejša, se zdaj natančno naslova ne spomnim, ampak v knjigi, v kateri je objavljal Oče naše, 258 Oče naše v različnih jezikih je objavil, med njimi tudi prekmurskega, in v tem prekmurskem je zapisal, da je to Oče naš iz Števana Kuzmiča Novega zakona. Torej ga je že poznal. 2 leti za njim šele prvi Slovenec, to je znameniti Kopitar, objavi v dunajskem časopisu razpravo, v kateri je med Slovence prvič prešteval tudi Prekmurce. Njegova slovnica leto dni prej ima še pomenljiv naslov, slovnica za Krance, Korošce in Štajerce, Prekmurcev ni. Leta 1810 jih doda in potem pravi, da imamo 3 narečja Slovenci. To je ta kranski, kamor je prišteval Kransko, kamor je prišteval tudi Korošce in Štajerce med Savo in Dravo. Vidite, kako so na Štajerce delili. Malo Kranci, malo Štajerci tam v Gracu. Ker nismo mogli biti dolgo časa poenoteni, pravi, ob tem jeziku imamo še kajkavskega in prekmurski jezik.
Hajkovski, ne bomo o tem se zdaj pogovarjali. Kopitar je bil prepričan, da je to slovensko narečje. In pravi, prvič je zapisano pri Slovencu leta 1810, da je to narečje Slovencev, ki prebivajo med Muro in Rabo. No in potem, ko so imeli zdaj znamenitega Kopitarja, predtem Adelunga, še prej von Antona, potem je pa zgodba stekla. Dobrovski, Ribaj, potem so pa začeli pisati Angleži, Šafržik, Čop je bil navdušen. Čop je bral, to je v literaturi znano, vse, kar je bilo v prekmurskem jeziku moč takrat dobiti. Ni bilo še jasno, da je prvi tisk 1715 Terminov mali katekizem, tudi nis takrat poznal izgubljene agende vandalike, ki sega verjetno v čas Trubarja, Dalmatina in ostalih kranjskih protestantov, ampak vendar šele od tukaj naprej se je zgodba o prekmurskem jeziku ukoreninjati začela tudi v znanstveni literaturi v evropskem in slovenskem prostoru. In Štefan Kuzmič je počasi začel postajati znameniti Slovenec. Čeprav mu še danes ne priznamo, da je res eden od znamenitih Slovencev, no, na vprašanje, kako je z imenom, da ne bom, da sem predaleč v zgodovino zabledel, če se k imenu vrneva. Ja. Zbornik leta v 70 letih ob 250-letnici Štefana Kuzmiča ima naslov Štefan Kuzmič. Moja profesorica Martina Orožnova je, ko sva se v doktoratu pogovarjali, ali je Štefan ali Štefan, pravi, to boste morali pa vi odločiti, ker ste bolj iz unih vzhodnih koncev. V pogovoru, rekel, prav tako zelo dobrim, eden najboljših poznavalcev prekmurskega jezika in književnosti, žal že pokojnim škofom Smejem, pa sva prišla do zaključka, da naj bo Štefan. Škof Smej je to razlagal tako, da se je tudi sam podpisoval s tem imenom, da se nikoli ni imenoval v knjigah kot Štefan, ampak vedno kot Štefan, in da je zaradi tega, tako je škof razlagal, potrebno spoštovati njegovo voljo. Tudi pri naslovnici leta 71 je tako napisano. Štefan Kuzmič, to je zanimivo, kako je na naslovnici napisal. To je novi zakon ali testamentom Gospoda našega Jezuša Kristuša, zdaj prvič z grčkoga na stari slovenski jezik obrnjeni po Štefan Kuzmiču. Tudi tukaj. In škof Smej je rekel, njegovo voljo je potrebno upoštevati, pa če nam je Slovencem še tako všeč, da je pri nas tale F znak slovenstva, V pa malo na madžarščino diši, pa ni madžarski. So pač bili ljudje, ki so živeli, torej Kranjci pod Dunajskim vplivom, Prekmurci pa pod Pešto, oziroma Budim in Pešta sta bila takrat. In jaz sem ves čas, kar se s tem jezikom ukvarjam, potem sledil priporočilu škofa Smeja. Marko Snojpa, ki je razlagal ime ni težko priimek razložiti. Dogovorjeni smo nekako, zdaj jaz imam eno tako ljubezen, da rad delam simpozije, mogoče jih je preveč že, no, ampak to rad počnem. No in sva se s kolegom Snojem dogovorila, da bo pa on za vsak simpozij pripravil tudi razlago imena, in tako so zdaj ti simpoziji vedno se začenjajo z razlago. Pri Štefanu Kuzmiču ni bilo težko, ne? Tega znamo vsi razložiti. Kuzmič je opa ista, jasno, panonski prostor, tu ni veliko besed, priimek Kuzmič je značilno prekmurski. Snoj je pojasnil, da je približno 20-25 nosilcev tega priimka še danes, medtem ko jih je pa na desni strani Mure pa še samo 9. No? Torej je res panonski priimek in da je to seveda pomanjševalnica. Ne? Kozma, Kozmov sin.
hkrati pa seveda še ta ič dodatno, ne samo sin, ampak mali Kozma, dvakratna, eno pomanjševalnica, eno pa še sin. Jaz poznam iz maminih koncev, ki je Korošica bila, no, je tudi pri njih Kozman zelo znan. Ne samo priimek, ampak tudi ime, kako temu rečemo, hišno ime. Ne? To je vse iz istega korena in ko sva se s Nojem pogovarjala, kako dopolniti to preprosto razlago, je rekel, v etimologiji je vse vezano na zgodbo in tudi to je zgodba. Neverjetno, zanesljivo je to, da je ime se razvilo iz imena zdravnika svetega Kozme. Ta sveti Kozma je imel tudi brata, verjetno je bil, Marko Snoj pravi, da je bil verjetno dvojček, Damjan, in da je iz teh dveh imen, obeh dvojčkov, nastal izvorni patrocini Kozma Domjan. Od tu pa potem vse različice, ki so v slovenskem prostoru prisotne. In še na nekaj je opozoril tisti, ki poznamo bolj, oziroma me je vprašal, kako je s tem, in je tudi razložil krajevno ime na enak način. V Prekmurju veste, da imamo tudi kraj in občino Kuzmo in tudi tu je krajevno ime nastalo na enak način. Zdaj me pa ustavite, draž bom jaz res tako Hvala za ta res temeljit odgovor na uvodno vprašanje in to, da ste dejansko že izpostavili eno izmed ključnih odkritij tega simpozija in potem seveda tudi zbornika. Hkrati seveda hvala tudi za ta pregled oziroma ta pogled nazaj bi rekla, začetke sodobnega raziskovanja ob 250-letnici rojstva Števana Kuzmiča in seveda tudi za pogled v sodobnost. Omenili ste Jožefa Smeja, ki se je ukvarjal precej z njim in tudi vi ste nekako posvetili Jožefu Smeju svoj prispevek z naslovom Števan Kuzmič v Smejevi Prekmurijani. Morda, če sva se že dotaknila sodobnejšega časa, nekoliko natančneje prikažete ta odnos med obema. Ja, vse v svojem pisanju je najmanj hvaležno govoriti. Zelo na kratko, da pojasnim, kako je. Jožef Smej je eden izmed 4 slovenistov, mirno ga lahko tako imenujem, ker je tudi sam to večkrat v pogovoru mi potrdil. On je bil po poklicu sicer duhovnik, ampak vedno je rekel, moja prva ljubezen je pa prekmurski jezik. In ko je nekako končal tisto svojo profesionalno pot, potem se je pravzaprav vrnil k prvi ljubezni, včasih se je pohecal, prve ne pozabiš nikoli, pravi tudi jaz prekmurščine in prve ljubezni nisem nikoli pozabil. Do visoke starosti, mislim, da slabe 3 leta pred smrtjo je še objavljal nestrokovne, ampak znanstvene članke iz tega področja in meni se je zdelo, da bi bilo nekako primerno sedaj pokazati tudi, kako je on, ki je bil zelo ekumensko naravnan škof, kako je on gledal na razmere v Prekmurju, ki so jih oblikovali protestantski in katoliški pesci. In tu je deloval, jaz bi rekel, torej čisto posmejevsko, zelo tolerantno in razumevajoče. Ni se nikoli spustil v politizacijo tega vprašanja, nikoli ni govoril o protestantih in katolikih, ampak o prekmurskih piscih. In tako je tudi razlagal Števana in Mikloša Kuzmiča, 2 soimenjaka. On je celo bil prepričan, da sta bila bratranca.
V svoji knjigi Po sledovih Zlatega peresa, ki je namenjena sicer življenju in delu Mikloša Kizmiča, je eno celo poglavje posvetil tudi Števanu, pa vmes pa seveda tudi v knjigi ga še večkrat omenja, in ju je pokazal ne kot verska nasprotnika, ampak kot dva, ki sta v tistem prostoru prekmurskem, ki je bil takrat zelo zaostal, skrbela za slovensko besedo in za izobraževanje, kot je sam zapisal z besedami Mikloša Kizmiča, skrbela sta za to preprosto, neuko, neizobraženo ljudstvo. To je seveda nekoliko v nasprotju s tem, kar poznamo iz korespondence. V tem romanu piše, kako je Mikloš Kizmič obiskal Števana prav tisto jutro, ko je Števan postavil zadnjo piko ob prevodu Novega zakona. In njegova druga žena prihiti v sobo, pravi, bej hitro pospravlja te knjige, prihaja Papinec z orožnikom. Seveda nista vedela kdo, ampak Števan pa pravi, jaz svojega dela ne bom zatajil, nič hudega ne bo, samo kaj sta prekrila sta vse knjige, vstopi njegov soimenjak, orožnika je pa moral spremljati, ker tu sta pa hodila po prostoru, ki je bil nekako namenjen protestantom. In vidite, ta razlika, politično zelo ostra, na drugi strani pa dva soimenjaka, ki sta nad tem in delata za dobro Slovencev. Mikloš Kizmič je takoj uvidel, da prevaja, na mizi je videl, to je pa zdaj dokaz, kako širok prevajalec je Števan bil. Ob grškem svetem pismu je imel na mizi madžarskega, je imel na mizi latinsko besedilo, je imel na mizi madžarsko in lužiško-srbsko, pa smo spet pri von Antonu. In začneta se o tem jeziku pogovarjati in ko mu Števan potoži, pravi, zelo sem bolan, ne vem kako bo, ne bom več dolgo živel, mu Mikloš reče, ti bo živel večnost, to piko, ki si jo danes zjutraj napravil, si postal, zdaj to so po mojem besede, znameniti Slovenec. No, ta, poglejte, spravljivi in bi rekel, nad politiko dvignjen Smejev pogled, ni čisto usklajen potem s pismom, ki ga poznamo. Po tem obisku je Mikloš Kizmič pisal Siliju, škofu v Sobotelj. Silij je bil pa njegov velik podpornik, celo si ga je želel za svojega naslednika, pa Mikloš mu je odpisal, se mu je zahvalil in je rekel, mene potrebujejo tukaj, lahko je delati tam v Sobotelju, ampak Slovenci so pa tisti, ki jim jaz želim pomagati, da se bodo izobrazili, drugače jih ne bo več. No, ta zgodba ima pa seveda drugo nadaljevanje, tudi ko se je vrnil od obiska pri svojem soimenjaku, je Siliju napisal v prošnji, da mu pomaga s finančno podporo in izdajanjem knjig, pravi, luterani, krivovirci, imajo prevedeno, to je pa zelo pomembno, torej Mikloš Kizmič piše škofu, verjetno se ne bo lagal škofu, imajo preveden Novi zakon in v rokopisu popolnoma pripravljen za tisk tudi celotni prevod Svetega pisma. To pomeni, da ga je pri Števanu moral videti, kam se je izgubil, je zgorel v njegovem, takrat, ko mu je domačija pogorela, ne vemo. Skratka, imamo na koncu Novega zakona 10 strani pokušine, kako je izgledal tudi celotni prevod Biblije, ampak tu pa ni tako spravljiv, kot je bil Smej v romanu in pravi, krivovirci to imajo, pohujšujejo naše ljudi, dajte pomagati, da jih bomo od tega odvrnili. Da tam je bil pa Mikloš malce bolj oster, ampak Smej je pa poskušal pokazati dvoje. Namreč to razumevanje,
kako sta sodelovala Števan in Mikloš, je nadgradil s teorijo o jeziku, in sicer to, da Mikloš Kizmič ni prevajal evangelijev in ostalih svetopisemskih besedil po Števanu, ampak neposredno iz latinščine oziroma mogoče tudi iz madžarščine ali nemščine, predvsem iz latinščine. Smej je to podkrepil z dejstvom, da Mikloš Kizmič ni imel Silijevega dovoljenja, da lahko bere protestantske knjige. Za tisti čas pa vemo, da je bilo možno brati Sveto pismo, ki ga je prevedel protestant, samo s posebnim dovoljenjem škofa. Silij mu je to dovoljenje želel, ali pa mu ga je tudi je rekel, da mu ga bo dal in napisal, ampak Kizmič ga ni želel. Pravi, jaz bom to prevajal zato, da ne bo nobenih dvomov in senc, da je kaj krivovernega v mojem besedilu. In ko je začel prevajati, je bila pa zanimiva zgodba, ki jo pa mi danes poznamo. Ta jezikovna tradicija med Muro in Rabo že tako zakoreninjena, da ne glede na to, prevaja samostojno, jezik je v njegovih evangelijih podoben kot v Kizmičevem, kot v Števanovem Novem zakonu. Pomeni, da je bilo konec 18. stoletja v tem prostoru že oblikovano ena knjižna normativna podoba prekmurskega jezika, ki se je razlikovala od govornega, ki je verjetno tako kot na Kranjskem se dvigovala nad narečje. Edina razlika v Prekmurju je bila, da ni bilo enega močnega mestnega središča. Trubar je imel Ljubljano, ki je že v tistem času začela, ni še Ljubljana tako močno, ampak začela postajati kulturno, tudi politično, če želimo kasneje, upravno središče. V Prekmurju tega ni bilo. Ampak vendar sta oba Kizmiča znala se dvigniti z narečja, ko je bilo potrebno prevajati Sveto pismo. To je bilo pomembno Smejevo prvo sporočilo. On je tisti, ki je dokazal, da ni sledil jeziku Števana Kizmiča, pa vendar je bila normativna podoba zelo ali pa skoraj da enaka. Druga stvar, ki se mi pa zdi tukaj zanimiva, je pa tudi to, da je predstavil Smej Števana Kizmiča kot prekmurskega Prešerna, tudi na področju leposlovja. Iz različnih citatov, ki sem jih tukaj objavil in v katerih je Smej primerjal Prešernov krst pri Savici in Kizmičev prevod, je dokazoval, kako sta bila pravzaprav oba zavezana duhovnosti kristjanov. To je presenetljivo, da nekdo za Kizmiča ni vprašanje, da za Prešerna to napiše nekdo. Ne bom tega vse citiral, ampak če boste pogledali v razpravi, pravi, dajmo se spomniti samo iz Prešerna, da pravi Bog se kliče Bog ljubezni, da ljubi vse ljudi in vse ljudi, tudi svoje otroke. In številni drugi verzi iz krsta pri Savici, s katerimi je to, kot je rekel, duhovno edinost pokazal pri enem in drugem. In še ena zanimivost je, tudi Smej na to opozoril, oba slovenska, kranjski literarni junak in prekmurski prvi prevajalec iz originala, Svetega pisma iz originala, oba nimata svojega portreta, ne vemo, kako sta v resnici izgledala. Pri Števanu Kizmiču imamo pravzaprav samo podatek, da se je leta 1723 rodil, ne vemo natančno kdaj, vemo, kdaj je umrl, podatkov ni veliko, za Prešerna imamo več podatkov, ampak tune podobe pa ni, pravi, tudi potem sta si enaka.
zelo na hitro v tem. Želel sem pač enostavno prikazati pri enem in drugem to, da je bil Smej prvi, ki je poudaril, da je prekmurski knjižni jezik imel res že konec 18. stoletja tako trdno knjižno normo, da sta lahko neodvisno dva prevajalca, brez tega, da bi imela slovnico, slovar ali da bi en drugega, da bi se to jezikovno zgledovala, je jezik v njihovih prevodih takšen, da mu lahko rečemo enotni prekmurski knjižni jezik. Ja, hvala, veliko ste povedali na eno od ključnih točk, ali pa pravzaprav izhodišč simpozija, to je seveda prekmurski knjižni jezik. Kar nekaj prispevkov se je ukvarjalo z tem vprašanjem, recimo tudi Nina Zver z jezikom Kizmičevih pesmih, potem torej tudi ta literarni jezik, ne zgolj samo jezik svetega pisma. Hkrati ste nakazali to edinost seveda med katolištvom in protestantizmom v prekmurskem prostoru. Nekaj prispevkov v tem zborniku pa seveda govori tudi o tej kontinuiteti znotraj samega protestantizma. Torej, recimo dr. Vlado Nartnik se ukvarja z pravdobesedno od Primoža, s vprašanjem od Primoža Trubarja do Štefana Kuzmiča. Skratka, ali so tudi znotraj tega proučevanja razvoja protestantskega jezika oziroma jezika protestantov, bom rekla, na slovenskih tleh oziroma slovenskih protestantov, kakšna nova odkritja? Ja, čisto ozko jezikovnost sta analiza opravili Nina Dittmajer in Nina Zver. Obe sta analizirali to, kar je za prekmurski jezik v knjigi najbolj prisotno, to pomeni cerkveno slovstvo. Ali so to pesmarice, ali so to katerikoli drugi tiski. Za prekmurski knjižni jezik je namreč značilno, da mu je, če bi zdaj pod narekovaji rekel, zmanjkalo časa za to, da bi zaživel tudi v leposlovju. Zakaj? Ker je leto 1948 napovedalo po tisti romantični formuli, narod je tista skupina, ki govori en jezik, je seveda napovedovalo združitev. Dvojničnost ni bila v romantiki več sprejemljiva, če smo želeli pokazati to, kar so nam Evropejci že v Evropi že priznali, da so Slovenci na levi in desni strani Mure pripadniki enega naroda, ki so nas zunaj najprej imenovali Slovenci, potem šele mi. In zaradi tega je popolnoma razumljivo, da po letu 1948 oziroma po 1951, potem ali pa kasneje, ko se jezik formalno poenoti tudi s sprejemom novih oblik, ko jih Luka Svetec objavi v časopisu Slovenija, da ni bilo več primerno vztrajati pri kranjski, prekmurski ali štajerski, pa tudi koroški različici, tudi primorski, oziroma Trst je bil vedno bolj vezan na Ljubljano, Videmska, Beneško-Videmska nadškofija, tam so imeli bolj pokrajinsko obarvan tudi jezik. Ampak to je bilo preseženo, le pot, po kateri je poenotenje potekalo, je bila nekje malce daljša, druge krajša. Kranjci so se hitro navadili na skoraj vse nove oblike, tudi pisava slovenica kot zunanji znak je pomenila že nekaj drugega kot kranjščino Prešerna iz 30-ih let. Hkrati pa je v Prekmurju ta pot bila nekoliko daljša. Katoliški pisci so sprejeli takoj novo slovenščino oziroma so si prizadevali, da bi jo sprejeli, protestanti pa ne. To ni bil upor proti slovenstvu ali pa sodelovanje z Madžari, ampak preprosto cerkveno-politična odločitev. Kardoš, ki je bil vodilni protestant na sredi 19. stoletja, je bil prepričan, da bi Prekmurci s sprejemom novo slovenščine
enostavno tudi postavili pod vprašanje protestantsko gibanje oziroma protestantsko cerkev, kajti z novo slovenščino se je bal, da bi prišlo na levo stran Mure tudi, da bi prišel močnejši vpliv katolicizma. In zato se je do konca Prve svetovne vojne med protestanti tako trdoživo, a pa niti ne trdoživo, bolj kot pri katoliških piscih obdržal prekmurski tip jezika. Saj tudi vsi katoliki niso čez noč sprejeli, ne moreš danes pisati na en način, jutri pa takoj obrniti ploščo pa sprejeti en drug knjižni standard, ki je pravzaprav bil veliko bližji, ki ni bil tako blizu pogovornemu jeziku. To je bila tam težava. In zakaj ni bilo leposlovja? Ravno zaradi tega. Že v cerkvenih besedilih je bilo potrebno postopoma prihajati k tej novoslovenščini, ob tem, da so v Prekmurju imeli še zelo močen vpliv za katoliški prostor zagrebške nadškofije, ki je šolala svoje duhovnike in jih pošiljala v ta prostor. In seveda na drugi strani protestanti, ki pa novoslovenščine niso želeli zaradi cerkveno-političnih vprašanj sprejeti. Pa vendar je tudi leposlovje zastopano, ne toliko v izvirnih delih kot v prevodih. Recimo v prvem časopisu Prijatelj, Avgustič ga je urejal v Budimpešti, so izhajali tudi prevodi takrat recimo vodilnih romantičnih madžarskih pesnikov v slovenskem. Recimo madžarski Prešeren je Petefi. Petefija imamo v številnih prevodih, imamo številne prevode njegovih pesmi ravno v časopisu Prijatelj. Đulaj enako, Vršmart je enako. Torej, ni pa seveda šlo v takšno smer kot naš romantični realizem, ki se je ob Janežičevi slovnici, kjer so se ti pisci novoslovenščine učili, potem v literaturi tudi razmahnili. Na drugi strani pa imamo že predtem nekaj napol literarnih poskusov. To so lahko kakšni Košičevi poskusi ali pa še kakšne bi našli. Večinoma so pa res cerkvena besedila. In še nekaj se mi zdi tukaj tudi pomembno, pa bomo že zaključiti morali, opozoril bi predvsem na predzadnji prispevek. Kolega Mirko Bratuša je pripravil zelo zanimivo analizo, to je tu čisto na koncu, kako je nastajal in kako so naročili spomenik Števanu Kuzmiču. Ob 300-letnici rojstva, hvala za popravek, ne vem, zakaj sem v smrti govoril, 250 pa 300. To so leta, ko že bolj misliš na smrt, kot na rojstvo. Hvala za popravek. No, tu je kolega dobil, pri njem je bil naročen spomenik Števanu Kuzmiču, ki bi ga naj v soboti postavili ob 300-letnici rojstva. Bolj značilno slovensko, a mislite, da ta spomenik stoji? Ni ga, ne? Tako kot vedno smo se, ali pa so se tisti, ki odločajo, strli, na umetnost se spoznamo vsi, skoraj tako kot na nogometa, ne? In so odločili, da spomenik, ki ga je akademski kipar pripravil, ki ga je stroka umestila v en prostor, kjer bi zažival, so se pa začeli prepirati, ali je to spomenik, ki je dostojen Števana Kuzmiča, ali stoji na pravem mestu. Eni bi ga radi dali ob spomenik Trubarju, ki je v parku, ampak poglejte, Bratuša je sam povedal, pravi, če ga bom postavil ob Trubarja, kjer je njegova podoba, tu podobe ni, bo zgubil Trubar in ne bo prišel Kuzmič do izraza. In ko je stroka našla nov prostor, tam, kjer nastaja novo kulturno središče Sobote ob pokrajinski knjižnici in novih zgradbah,
smo se začeli, jaz se nisem, ampak pravi Slovenci, začeli prepirati, jaz sem navijal, da se postavi ta spomenik, kdo ima bolj prav in kaj se je zgodilo. Zgodba se je ustavila, Bratuša je pa toliko pameten bil, da je maketo tega, umetniki ne naredijo radio, ampak tu je maketo izdelano z vsemi načrti, tako kot je spomenik nastajal, dal v muzej, podaril muzeju in rekel, naj bo pa to dokument časa. Zakaj je bil sami, se odločite, pogledajte, po manjšani obliki, tako bi naj spomenik izgledal. Mene je prosil, kako naj mu pomagam besedilno to še opomniti. Zdelo se mi je, da je najbolje dodati na ta spomenik, ker nimamo Kuzmičevega obraza, uvod, besedilo iz uvoda, v katerem govori to, o čemer smo se pogovarjali. Da so vogrski Sloveni, tako jih Štefan Kuzmič imenuje, bratje tistih na desni strani Mure, da pa imajo nekaj tujega in sebi lastivnega. In to je lepo graviral tudi na to besedilo, ta spomenik, žal je pa v knjigi, tukaj ga imate, in tisti, ki bodo kasneje, čez mogoče 400-letnici rojstva Štefana Kuzmiča razmišljali, zakaj še nima spomenika, videli, da je bil. Edino obeležje v kraju je v njegovi občini Puconci, Strukovci so njegov rojstni kraj. Tam, kjer bi naj stala njegova rojstna hiša, je plošča, ob plošči pa potem tudi en spomenik, ampak ne z glavo, tako zelo moderno. Ja, toliko o tem, nekajkrat ste govorili o Štefanu Kuzmiču kot znanem, tudi znamenitem Slovencu, pa vendarle očitno ne tako zelo znamenitem, da bi se Slovenci lahko ob njem zmogli poenotiti. Nenazadnje je Slovenska matica v preteklosti bila tista, ki je dajala pobude za izgradnjo spomenikov oziroma postavitev spomenikov velikih slovenskih umetnikov. Morda bomo se morali spet začeti znova povezovati in združevati na ta način. Če smem še to dodati, se oproščam, da skočim v besedo, ampak ko smo ugotovili, da ne bo prišlo do uresničitve tega projekta, torej spomenika, ki je že tako rekoč bil pripravljen, da se ga postavi, smo na simpoziju predlagali, da bi se knjižnica, pokrajinska in študijska knjižnica v Soboti poimenovala po Štefanu Kuzmiču. Seveda ni potrebno razlagati, kakšen je bil odgovor ustanoviteljev, brez razlage, ampak samo se zdi, da ni potrebno. In pa so se kar podpisovali vsi ustanovitelji. Torej, taki pač smo Slovenci, verjetno še kar precej, bi rekel, politično in svetovno-nazorsko razdeljeni. Škoda. Bilo bi po mojem, jaz mislim, da bi bilo prav, da bi osrednja prekmurska knjižnica nosila ime po Štefanu Kuzmiču. Pa še besedo, prej sva omenila Vlada Nartnika, neverjetno, kako zna literaturo in jezik povezati z številkami. Jaz se samo čudim, ko analizira verze, ali je to naključje ali ne, presodite sami, ampak poglejte, kako je pri Štefanu Kuzmiču je ugotovil pravi, leta 1582 je izšel ta celi Novi testament Primoža Trubarja. Leta 1771 je šel novi zakon Štefana Kuzmiča. Od leta 82 do 1771 je minilo, koliko let? 189. In zdaj pa pogledajte, kakšno presenetljivo podobo številkami je našel, pa ne prvič. To je 3x9x7. Kako prideš do tega, to moramo Vlada vprašati, ampak to je 3x9x7. Od leta 1781 do 2023, ko smo mi imeli simpozij, je pa rekel, je še eno obdobje minilo, to je pa 252 let
Če pa to množimo, pa dobimo 4x9x7. Škoda, da Vlada ni tukaj, on bi znal to igro, jaz jo grdo imenujem, igro številk bolj natančno pojasniti. Poglejte, nič se v življenju ne zgodi samo od sebe, vse ima neke tesnejše povezave. Ja, dejali ste, treba bo počasi zaključiti, zato morda samo zaključno nekako še vprašanje. Veliko novega, veliko zanimivega, kot smo lahko tudi iz vaše predstavitve izvedeli, prinaša zbornik posvečen 300-letnici rojstva Števana Kuzmiča. Pogled v prihodnost, katere stvari pa, oziroma katere teme, katere probleme pa se vam zdi, da bi bilo treba v zvezi s Števanom Kuzmičem in njegovim delom, pa tudi osebnostjo, še temeljite raziskati, pa jih morda ta zbornik še ne prinaša in jih samo nakazuje. Jaz samo upam, da bomo kdaj našli še kakšno Števanovo knjigo. Gotovo vemo, da je napisal katekizem, vemo, da je napisal abecednik, da je njegov program popolnoma enak, kot je bil v 16. stoletju na Kranjskem. Jezik je bil pri protestantih stranski dosežek protestantizma. Glavna ideja je bila prevesti Sveto pismo, zato da se bo vernik lahko neposredno, brez posrednika pogovarjal z Bogom. Zato pa potrebuješ jezik. Brez jezika nas ni. Ja, lahko se pogovarjamo v nemščini, v latinščini, danes v angleščini, ampak če bomo pisali knjige, se učili, študirali in prevajali v neslovenščino, potem ne bomo Slovenci. Potem smo se izslovenili in bomo postali Angleži, Nemci, Latinci, tudi Kitajci, konec koncev, če bomo njihov jezik spremenili. Jezik nas določa, to je tisto osnovno poslanstvo, ki ga dobimo, ko se rodimo, in ni se težko sporazumevati v nekem drugem jeziku. Ampak takrat ne bomo več Slovenci, bomo nekaj drugega. Jaz mislim, da si tega ne želimo. In glavno sporočilo pri Števanu je ravno, in tudi Miklošu in vseh ostalih, je ta, da so tiste najintimnejše stvari možno, da jih je možno izraziti samo v materinščini. To je vira, to je študij, to je branje, to je pisanje. In če bomo kdaj našli te izgubljene knjige, potem bomo tudi to teorijo lahko potrdili, da je protestantizem pravzaprav za jezikoslovca tudi Sveto pismo ne v cerkvenem pomenu, ampak v jezikovnem. Zakaj katekizem in abecednik na začetku obeh različic slovenskega jezika? Najprej je potrebno ljudi naučiti brati in pisati, potem jim pa dati učbenike. In to je v ozadju reformacije, tako na Kranjskem kot na Slovenskem. In upam, da bomo kdaj našli tudi to. Saj konec koncev smo že marsikatero knjigo, ki je veljala za izgubljeno, našli. Tudi Trubarjevo cerkovno knjigo, ki je veljala za izgubljeno. Potem se bo pa dalo seveda to zgodbo, ki jo je tako pronicljivo pred 50 leti zastavila Martina Rožen, še dodatno potrjevati. Ja, tako mislim, da sva bila kar temeljita, pa vendarle, spoštovano občinstvo, morda kakšno vprašanje za akademika profesorja dr. Marka Jesenška. Prepričana sem, da bo znal nam svojim izjemnim znanjem in seveda živostjo pripovedi tudi odgovoriti. Ne testira tega, kar je bilo rečeno, kako je nastal problem. Prevelika tema. Samo spoznavam, česa vsega ne vem. In je zato tako dragoceno, vzeti knjigo v roko. Vse sem slavistka bila, ampak o Kuzmi prav malo.
zelo Ja. dragoceno, hvala. Nekaj smo videli, zdaj ste me Vse sva ista spomnili. generacija, ne? Ja. Povedali so. Zdaj sem se spomnil na naša berila, vse smo sami taki, ko jih poznamo. Ne? Mislim, da je to bilo v prvem berilu, ko smo imeli slovenska berila 1, 2, 3 in 4 v gimnaziji. Tam je Kuzmič s svojim prevodom, z uvodom zabeležen. Ampak če se zdaj ste me spomnili na to, ko se pogovarjamo, če se bi zdaj spomnil, kakšen je bil moj odziv, ko smo to prebrali, takšen, kot se je v Sloveniji pojavljal, pa zakaj, kaj je nazaj cerkveno slovstvo zanima pri slovenščini, pa zakaj v narečju. Ni nam nihče povedal, da je to poseben tip knjižnega jezika, ampak danes se pa stvari vendar spreminjajo. Bomo študirali še. Če ni vprašanj, potem se iskreno zahvaljujem za vašo pozornost in udeležbo in seveda iskrena hvala akademiku, profesorju dr. Marku Jesenšku za ta čudovit pogovor, predstavitev in seveda tudi za temeljito uredniško delo ob izidu monografije Štefana Kuzmiča ob njegovi 300-letnici rojstva. Hvala lepa.